Ja, zelo rada se družim s sošolkami, prijatelji. Ali pa če imaš test prej, ali pa če si vprašan, se malo poučiš. Če si lačen, kaj popiješ ali pa poješ. Verjetno, da se učimo, če imamo potem kak test, zaradi tega, ker se mi zdi, da se gre vsem za dobre ocene. Pregledam, če imam nalogo narejeno. Ali pa smo na boksarske vreče ali pa gimnazijano. So najboljši, vsak četrtek, ko imamo športno podaljšano. Smo pri fiziki, ko imamo rekreativni odmor, damo 2 mize skupaj in se igramo ping-pong. Mogoče tudi košarko, sam zdaj ni koša. Primer, nekateri nas peljejo na štadion, pa gremo pol en krog štadiona, da se malo razhodimo, nadihamo zraka. Odmori v slovenskih osnovnih šolah že desetletja sledijo 45-minutnim šolskim uram. Raziskave so namreč pokazale, da zbranost po 30 do 40 minutah začne opazno padati. Odmori so zato namenjeni prezračevanju učilnic, vašemu druženju in gibanju, po 2 ali 3 šolskih urah pa so običajno do 20-minutni glavni odmori, ki so namenjeni tudi prehranjevanju. Zato, da se malo možgani zbrihtajo. Se zdi kar pomembno, da malo ostaneš, ko že dolgo časa sediš, pa da se malo razmigaš. Ko se malo pregledaš, kaj smo si zapisali. Imaš časa, da se malo spočiješ, pa se imaš pač fajn, pa pozabiš, da si dejansko v šoli. Podobno je tudi v večini evropskih držav. Na Finskem, na primer, pa so odmori bistveno daljši, trajajo 15 minut. Namenjeni so gibanju, zato se učenci in učitelji pogosto odpravijo ven. Meni se zdi odmori kar dosti dolgi. V redu je, sam ful hiter mine. Novost tega šolskega leta pa je prepoved mobilnih telefonov v šolah, zato drsenje po ekranih med odmori ni več mogoče. Ja, je drugače. Pač ne vidimo več tistih, ko bi ponavadi bili na telefonih v šoli, recimo pred poukom, zdaj tega več ni. Kakorkoli brez telefona se zagotovo lažje družite in razmigate, čemur so odmori tudi namenjeni.